Ja, tudi v mojem imenu lepa hvala vsem, da ste prišli. Situacija se v zadnjih dneh dejansko spreminja. Če še enkrat pokažem ta graf, ki ga zmeraj pokažem, najprej je bila eno grba kamela, potem je bila trogrba kamela, zdaj pa nastaja 5 grba kamela. V zadnjih nekaj dneh, v zadnjem tednu je dejansko prišlo do precejšnjega porasta števila pacientov, ki se je pri upadu 4. vala znižalo nekje na 80, danes ponovno 128 pacientov, od tega na srečo samo pod narekovaji 26 v intenzivni terapiji. Skratka, kapacitete se ponovno večajo, opažamo pa, da je struktura med hospitaliziranimi COVID pacienti nekako drugačna kot v predhodnem valu. Omikron je napravil svoje in če povem konkretne številke, v intenzivni terapiji je med 26 pacienti 24 takšnih, ki se zdravijo tudi zaradi covidne pljučnice. V glavnem tukaj gre za paciente, ki so bili inficirani z tako imenovanim delta sevom, medtem ko na akutnih oddelkih je od 102 pacientov samo 44 takšnih, ki imajo hkrati tudi covidno pljučnico. Te številke se bistveno spreminjajo, kar pa je še dodatno otežuje naše delo. In ne samo to, da je 300 ljudi razporejenih na COVID oddelke in ne morejo zdraviti tako imenovanih belih pacientov, ampak imamo vsak dan več zaposlenih v izolaciji. Konkretno je danes z delovnega mesta odsotno 887 zaposlenih. To je ena zelo velika številka, od tega več kot 500 v bolniškem staležu. Vsaj 300 ljudi je v staležu zaradi covida, se pravi zaradi okužbe in izolacije, medtem ko velik procent ostalih v bolniškem staležu gotovo gre na račun tudi izgorelosti na delovnem mestu. Skratka, ljudje več ne zdržijo, psihični pritiski so enormni in če se štejemo te številke, 300 ljudi prerazporejenih na covid delovišča, 900 odsotnih zaradi bolniškega staleža in podobnih zadev, vidimo, da manjka na deloviščih 1200 ljudi. Kljub temu celotna ustanova deluje z polno paro, hvala vsem zaposlenim, da dajo pravzaprav v tem trenutku od sebe vse. Normalno delujejo klinika za pediatrijo, porodnišnica, onkološki oddelek, kompletna klinika za interno medicino. Skratka, vse dejavnosti, kjer se izvajajo storitve za stopnjo nujnosti 1, nujno, urgentno in pa onkološke dejavnosti in pa v dobršni meri tudi vse ostale dejavnosti. Naj še enkrat spomnim, da v lanskem letu kljub vsem COVID krizam je v naši ustanovi bilo opravljenih 91% načrtovanih storitev. Skratka, relativno zelo velik del. Toliko za začetek, mogoče je zdaj kakšno vprašanje. Kako je z vdori v belo cono, pa koliko jih je sploh bilo letos že mogoče? Te številke nimamo natančno, pravzaprav se to v zadnjem tednu dogaja vsakodnevno. Konkretno včeraj smo imeli vdore v okviru klinike za kirurgijo, oddelek za travmatologijo, oddelek za revmatologijo in tudi nekateri drugi oddelki v manjšem obsegu. Tega je vse več, ampak situacija je takšna, da pri vseh pacientih, ki so hospitalizirani, ki pridejo v našo ustanovo, opravimo najprej hitri antigenski test in potem tudi PCR test in vsak pacient, ki je nameščen v našo ustanovo, je negativen, dokazano negativen v tistem trenutku. Konkretno iz včerajšnjih primerov sam sem se pozanimal in videl, pacienti so hospitalizirani drugi dan po sprejemu negativen, tretji dan negativen, četrti dan pa so pozitivni. Skratka, jasno se pokaže, da garancija, da je negativen test ob sprejemu jasno dokazljiv, ni, da se ne bo COVID razvijal v naslednjih dneh in točno to se dogaja. Pacienti se manifestirajo bolezen šele tretji, četrti dan po sprejemu v bolnišnico in v tem trenutku mislimo, da lahko samo takšnega pacienta osamimo, ga premestimo v COVID enoto, ampak vdoru pa na tak način ne moremo z zanesljivostjo preprečiti. Koliko pa zdaj, glede na to, da število intenzivnih pacientov ne narašča, a to pomeni, da lahko malo več operativnega programa izvajate? Ja, gledajte, tu imate seveda prav, ker tudi anestezisti so na nek način sproščeni in tudi ostale ekipe, govorim zdaj o inštrumentarkah, anestezijskih sestrah.
ampak konkretno vam lahko povem, da je danes predstojnica anestezije poročala, da je 11 anesteziologov v staležu in na račun tega ne samo, da nismo mogli povečati programa, ampak smo ga morali celo za eno operativno mizo zmanjšati. Operativni program v tem trenutku še zmeraj poteka samo na 55 do 60% normalnega in to je za nas dejansko zelo boleče, tako za zdravstvene delavce, kot tudi seveda za paciente. Na pediatriji imamo zelo majhno število pacientov, mislim, da v tem trenutku samo enega. V prejšnjem tednu se je to število gibalo do 5, ampak nihče izmed njih ni bil pravzaprav hospitaliziran zaradi COVID-a samega, ampak je bil COVID sporedno ugotovljen pri neki drugi patologiji. Lahko na to se navežem, vedno večji pozivi, da ne bi teh bolnikov s COVID-om dajali na COVID oddelke, torej ti, ki pridejo zaradi drugih bolezni, pa se pri njih odkrije COVID. Kaj vi mislite? Ja, to razmišljanje smo pravzaprav prisiljeni, ker nas v to sili situacija, da pri zdajšnjem izpadu delovne sile, govorim o zdravnikih in medicinskih sestrah, enostavno ne bo več mogoče odpirati dodatnih COVID oddelkov, ker ne bo kadra. Na to temo poteka velika diskusija v strokovnih krogih, tudi na nivoju ministrstva. Pričakujemo uradno navodilo in protokol strani ministrstva najkasneje jutri. O tem boste obveščeni najverjetneje tudi vi s strani ministrstva in mi bomo ravnali po navodilih ministrstva in bomo seveda ukrepali glede na naše zmožnosti, glede na navodila ministrstva, ampak v vsakem primeru v dobro pacientov. Poskrbeli bomo za paciente maksimalno, kot je to mogoče. Kaj bi pa to za vas pomenilo organizacijsko, če bi morali to zdaj delati? Ne morali. Skratka, prilagodili se bomo na ta način, konkretno recimo, če govorim za kliniko za kirurgijo, bo najverjetneje ena celotna etaža spremenjena v rdečo cono, kjer bodo kirurški pacienti nameščeni, za njih bodo skrbeli kirurgi. Tam bodo nameščeni samo takšni pacienti, ki ne bodo zboleli za covidno pljučnico. Oni bodo imeli samo dokazan covid, ne pa tudi covidne pljučnice in za njih lahko povsem kompetentno skrbijo kirurgi na ustrezen način. Če pa se razvija covidna pljučnica, bo pa takšen pacient premeščen na covidni oddelek. Seveda, te paciente bomo ločevali, o tem ni nobenega dvoma. Kakšne pa so sicer kapacitete za UKC, če se bo število potrjenih primerov pri vas tudi povečevalo? Koliko bolnikov lahko recimo na navadi, koliko COVID oddelkov lahko sploh postavite? Glejte, mi imamo v tem trenutku številne COVID enote že zdaj. 2 COVID intenzivni enote, ena je v okviru klinike za psihiatrijo, druga v okviru klinike za kirurgijo. Tukaj je naša maksimalna kapaciteta okrog 40 pacientov, mogoče celo nekaj več. Medtem ko na akutnih oddelkih pa je teh oddelkov več, tukaj je celotna klinika za ginekologijo, oddelek za infekcijske bolezni in pa tudi del klinike za kirurgijo. Danes sem rekel, je na teh ABO oddelkih hospitaliziranih 102 pacienta in maksimalna kapaciteta je tam nekje okrog 140. Če bomo šli preko 140, glede na kader mi nismo sposobni odpirati novih enot, ampak bomo takrat v tem primeru prisiljeni odpirati rdeče cone za paciente, ki so lahko na takšnih oddelkih hospitalizirani. Seveda pa tukaj pa ni omejitev, tukaj bomo pa pač glede na število pacientov bomo odpirali te tako imenovane rdeče cone. Ne vem, če sem še kakšno informacijo pozabil. Še kakšno drugo? Jaz pričakujem številne vdore v bele cone. Pojavljali se bodo pacienti, ki so bili v hospitalizaciji negativni in bodo postali v nekem trenutku rdeči. Število teh pacientov bo, glede na to, da mi ne zmanjšujemo programa, ampak da program izvajamo skoraj v celoti, vse večje. Skratka, število rdečih con se bo večalo, število rdečih pacientov se bo večalo. Bo pa velik problem izpad kadra. Če povem čisto konkretne številke, še v pričetku tega meseca je bilo dnevno okuženih zaposlenih nekje 2 do 5 v prvem tednu. Potem se je to povečalo od 5 na 10, 10 na 20 in konkretno včeraj, je bilo dodatno na novo okuženih 45 zaposlenih. To so zelo velike številke, če se bo to nadaljevalo. Slišali smo, da je bilo včeraj 17,000 potrjenih covidnih okužb. Pričakujem, da bo zelo veliko število zdravstvenih delavcev tudi izločenih iz delovnega procesa, prav zaradi tega, ker bodo okuženi.
Ja, mi smo zdaj v tretji fazi, ki pravzaprav omogoča, da tiste zdravstvene delavce, ki so bili v rizičnem stiku, ne napotimo v karanteno. Tu imamo posebne protokole. Tisti, ki so bili cepljeni, seveda morajo spremljati svoje zdravstveno stanje, 4. dan jih testiramo z PCR testom in tako naprej, medtem ko tisti, ki niso bili cepljeni, so pa vsak dan po okužbi, po rizičnem stiku testirani in seveda, če nastopijo klinični stiki, klinična slika, potem jih seveda takoj izločimo iz delovnega procesa. Če tega ne bi delali, ne, bi se tistim 45, ki so izločeni zaradi neposredne okužbe, pridružilo še vsaj 45 tistih, ki so bili v rizičnem stiku. Ne, in to bi pomenilo kolaps našega sistema že v tem trenutku. Koliko je pa med okuženimi bolniki cepljenih? Med bolniki? Med bolniki je približno na intenzivni enoti je približno 15% cepljenih, medtem ko na AB oddelku je ta procent danes okrog 25%. Ne opažate, da se število cepljenih povečuje? Glejte, jaz se samo opažamo, pač te številke so, ne, na srečo, ne, je očitno Omikron deluje na tak način, da ne povzroča covidne pljučnice v takšnem procentu, kot bi to bilo prej. Če bi se to namreč dogajalo, ne, bi bil že kolaps zdravstvenega sistema že prejšnji teden.